Živijo in dobrodošli na kanalu V naravo. Jaz sem Peter, danes smo pa na Opluki. Verjetno že veste, kam gremo, ne? Če ne drugega, zaradi naslova videa, pa tudi zaradi lokacije same. Zdajle trenutno se sprehajam po smučišču Vojašnica na Rudnem polju in grem proti Viševniku, ne? En tak, en najbolj klasičnih 2000-čakov zimskih, no pa tudi poletje je zelo popularen. Jaz se ga polet zelo redko lotevam. Pozimi je pa kar priljubljena tura, no. Tako, če ne enkrat, če ne dvakrat, vsaj enkrat na let skočim gor, no. Tako da tale bo prvi, pa verjamem, da letošnjo zimo bo še kakšen. Hočem vam pa tudi pokazati, da tole ni ne vem kakšen vzpon, niti polet sploh ne, no. Pozimi pa tudi, če res niso neke ekstremne razmere, pa da je glih prejšnji dan snežilo, pa se ga lahko kar lotite, če imate vsaj približno zimsko opremo, ne. Tole krasno družinsko smučišče, oziroma smučišče, ki je zelo primerno za družine. Žal že zadnjih nekaj let ne obratuje več, imam pa na to smučišče zelo lepe spomine, ker sem zadnja leta njegovega aktivnega življenja sem dedja vozil smučat, ki je bil že malo dementen, pa sem ga mogel na nek tak smučišče, da se mi ni izgubil in se semle hodila smučat. Babi se je malo sprehajala tamle spod, pa malo sončila, midva sva smučala in fantastično, ne, smo se vsi lepo imeli. V dolini pa ponovadi megla. No, takole se nam pa že zelo kmalu začnejo pogledi odpirati. Kar dobro, ne. Na vrh smučišča se pa spet za kratek čas preselimo v gozd, boste pa naprej videli. Na nekih mestih, tam ko sonček posije, pa stopi sneg, je malo leden, tako da za dol zna biti izziv. Ampak pametno je imeti v takih razmerah drešče s sabo, da če pol niste se sigurni in za gor in za dol, drešče gor pa je. Tole je moj cilj, zdaj pa razmišljam malo o krožni turi. Lahko bi šel tukaj, na tem mestu, bi šel desno, okoli Viševnika na Strejinski preval, pa z druge strani gor. Ampak ker je zdajle tamle zadaj senca, bom šel raje tlele gor, pa mogoče dol čez Strejinski preval, levo šel na planino Konjščica, pa tam bom še videl. Tako, če pa niste sigurni glede razmer, ne, pa itak vprašajte ljudi, kam grejo naproti, če niste prav najbolj zgodnja, ne. Jaz sem danes namreč popoldne šel in enostavno ustaviš nekoga, ki gre dol, pa ga vprašaš. Ne vas ne bo strah ali pa kakorkoli. Pa še sonček, čeprav me kar vroče.
No, tle prijemo zdaj na sedlo, kjer je tudi ena nemarkirana pot dol proti Konjščici. Bom videl, mogoče bi tle dol šel, ker nisem še nikoli. Zdaj bomo šli pa desno, ne, itek. Malo višji bolj pa še pogledi na Karavanke. No, to je ta pogled. Tukaj spodaj ta bela fleha je pa planina za Javornik. To naravno spostava, ne. Upamo, da čez kakšen mesec, da bo toliko snega, da bo tole vse pod snegom, ne. Se pravi, da bo ena sama belina. Takrat je pol še malo večji užitek gor hoditi. Sploh pa dol iti, no. Nekje na 1200, 1300 je pa megla, oziroma nizka oblačnost. No, zdaj pa še ta prav pogled proti Bohinju. Splačal se je. A poznate tega fanta? Če še ne, Grega Engelman ima tudi super kanal YouTube in se dostikrat spodbujava en drugega pa dajeva ideje, ampak je tako vabljeni k ogledu. Ja, itek. Pa tudi on, tako kot jaz, popoldne je lepo izkoristil zjutraj malo stranke, v delu, ki je osebni trener, skočil na Viševnik, zdaj pa potreboval. Tako. Dan izkoriščen na polno. No, perfekt. Pa še Petra sem končno srečal. Ja, jaz pa Grega, tako kot mora biti vedno. Gremo naprej. Gremo. No, tole je pa prvi pogled proti Rjavini. Tamle je pa Debela peč. Čeprav mislim, da še malo zadaj. Pa Kepa. Pa že Avstrija čez. Tole pa Viševnik. Še 2 minutki, pa sem gor. Evo ga, dobrodošli na vrhu Viševnika. Gremo kar tako eno panoramo narediti. Tole sem že omenil. Debela peč, zadaj Dolška baba, Kepa, dole Krma dolina. To sem tudi že omenil, Rjavina, pa Mali Draški vrh. Triglav ste prepoznali, no zdaj bo malo lažje, ne. Tole je Veliki Draški vrh, Tost, pa smo pa nad Bohinjem. Tam nazadaj se Krn vidi, ja. Pa potem takole je Komna. Pa greben južnih gora, bohinjskih. Snežnik v daljavi. To je pa to. Pokljuke spodaj, kamniške.
Enoč pa gremo še malo po sončku, kaj le proti Srenskem prevalu, pa mislim, da bom šel kar na jezerca dol. Tlele pa že lanske, tako so šla z Lukatom, je res tak fantastičen prizor. Tako nekaj proti Triglavu hodiš. Seveda pa za razliko od promenade na unstran, sicer danes je petek in ni ne vem koliko ljudi bilo, ampak vseeno shojanje je na polno. Tukaj zdajle po sledeh sodeč je šel samo en pred mano, pa še to je zdajle 5 minut preden sem je šel, je on gor prišel. Tukaj res, če greste samo malo te glavne poti na Viševnik, boste zelo verjetno sami. Je pa tukaj posledica tega, ker je veliko manj shojeno, je pa tudi to, da se je malo težje orientirati, oziroma je fejst, če greste takole, je fejst, da precej dobro poznate pot, kako gre pa kje gre. Več pa tukaj so šla lanskrat tudi z Lukatom, so se uspeli tudi na Mali Draški vrh, pa so pa desno šla proti Lipenški planini, pa pol v okrožni turi nazaj na Rudno polje, pa dal to desno gor. Lep filmček so naredila. Tole je pa Srenski preval. Tiste na drugi stran je pa Studorski. In spodaj so jezerca. Parkirana pot drugače tam malo višji pride na preval, če se ne motim. Ampak jaz bom kar tlele dol zdajle v rezu. Mislim, da ne bo nobenega problema. Pogled nazaj. Tole res je sam užitek. Tole greš, pa še ta svoboda, da si izbereš, a grem levo, desno, a grem po senci, po soncu. Superca. Sem pa itak gamaše v avto pustil, ker jih ne rabim, da se mi pa tudi do kolen vdera. Ampak super je, ker imam lenjave hlače in mi res lepo od spodaj gojzdar oprimejo. Upam, da se vidno. In praktično ne gre nič snega v čevelj. Ja, ker sem pa glih že lenju menil, pišuka, sem se pa skoraj zakopal not. Grem pa zdajle še v Kranj, pišuka, sem pa čisto odpadel. Grem pa še v Kranj do Oblaka, Pletenin, po čist frišne telekape. Tako da tudi tisti, ki ste jih za Miklavž naročili, pa jih je zmanjkalo, žal, jih boste precej pred Božičkom dobili. Pa če jih še kdo rab, bo zdaj na zalogi čist sveže, tople. Pa še Dolenja, skočim do Uroša, še en dve reči, pa mogoče še v tem kakšen klip posnameva, pa ga dodam v filmček. Še enkrat pogled nazaj. Tukaj pa spet od jezerc proti Rudnemu polju, ne proti izhodišču, je pa spet precej več sledi, ker smo se priključili poti na Veliki Draški vrh, pa na Tost, pa mogoče še tudi kakšen proti Vodnikovemu domu, ne vem. V glavnem sledi je kar precej.
Zgleda, bojo markacisti tukaj nadaljevali z urejanjem poti. Lanskrat so namreč zrihtali od Jezerc pa gor do Studorskega prevala pot. Zdaj pa očitno bo tle tudi novo razpotje. Eno je bilo že na Jezercih, pa ga nisem pokazal. Tukaj gremo lahko direkt proti Rudnemu polju ali pa dol na Jezerca oziroma na planino Konjščica. Pa bom kar to šel, pa bom s tem se pol uspel gor levo spet na tole pot, ki bom zdaj zapustil. Tukaj imajo les naštiman. Tole ima cesen. Ampak vseeno v našem društvu smo kar precej proti temu, da se vse z lesa dela, ker to vse lepo prav se ful lepo naredi. Ampak enkrat tam cesen gre. Sprav je bolj smiselno, po mojem mnenju, material, ki je tukaj, ki ga je izobilju uporabljati. To pa, tukaj pa sigurno kamnov pa skal v izobilju, pa se res samo najnujnejše mogoče z macesnom uredi. Ampak imamo različne poglede ljudje, kar ni nič narobe. Sem se pa zdaj malo zafrknil, ko sem šel tle, ker je senca. Če šel pa tamle po pobočju, bi bil pa v sončku, ampak nisem pomislil. Tole je planina Konjščica, ki je tudi ena taka luštna, tudi zimska tura, da sem na primer iz Rudnega polja, pa mogoče v kombinaciji z Uskovnico, tudi za družine. Zdaj, če bi šli tlele takole desno, če bi se držal, šel proti Uskovnici, če bi šel tle noter naravnost, bi šel proti koncu Pokljuke, cesta na koncu Pokljuke se imenuje. Včasih je bilo to izhodišče, jaz bom pa tlele gor počel proti Rudnemu polju. Je pa tole planina, ki je v lasti Srenjanov, se pravi srednje vasi v Bohinju. Občani oziroma občani te vasice so lastniki zemlje tle, pa tudi teh stanov. Tole gor je Viševnik, s temle sem prišel, zadaj se vidi Veliki Draški vrh, tale prva je pa Ablanca in planina Konjščica. Zdaj tukaj gor planine Konjščica na to pot, ki pelje proti Rudnemu polju iz Jezerc, še nikoli nisem šel, ampak mislim, da na panike sam. Če ne bom poti našel, ampak sem skoraj siguren, da bom, se v bistvu sam gor uštneš in slejka prej prideš na ono pot. Pot sem seveda našel. Spet sem se dobro ogrel, pa že prej me ni zjebalo. Ko sem prišel spet v gozd, je pa tukaj tudi že markirana pot. Rudno polje biatlon, gremo v ono smer. Z leve nas mi je pa priključila pot, ki gre iz Vodnikovega doma čez Jezerca, ki sem prej pod Jezerci zapustil. Prej sem mogoče malo nerazumljivo povedal dol na Konjščici, če bi šel naravnost proti kraju, ki se imenuje konec ceste na Pokljuki. Tam greš lahko tudi pol cesta pelje do Rudnega polja, ko priješ na cesto, ampak pelje okoli tega hriba, ker sem se zdaj jaz nanjega povzpel, oziroma tak grebenček je in ga je treba ubiti. Jaz bom pa zdaj čez njega šel in je precej bližino. Tako da zato sem se tudi zdaj kao v narekovajih pomatral.
da sem sem gor prišel, zato ker je veliko krajš za hoditi. Pa tudi veliko manj dolgočasna pot je. Takole pa smo na cesti. Sicer se bom zdajle še po eni bližnjici spet malo spustil tamle na ovinko naravnost, ampak pa smo pa že pri smučišču in se naš krog zaključuje. Upam, da se sliši to škripanje. To prav obožujem. Kaj pa ta sonček za zaključek, bi kar še malo, mislim, bom še kar malo tle vstal. Tura, super taka popoldanska tura. Zelo vesel sem, da sem imel krožno turo zapeljal. In lahko si naredite tudi ta, da ni samo popoldanska, ampak da greste soboto dopoldne, skočite gor, pa si ga malo bolj na izi vzamete in je v bistvu lahko ne glih celodnevno, ampak rečemo sobotni izlet. Tura tehnično ni nič zahtevna, tudi pozimi v takih razmerah, ali pa tudi če je malo več snega, ali pa tudi če je veliko več snega, samo da je sneg kompakten. Kdaj je sneg kompakten? Ponovadi tam kakšen teden po sneženju se toliko posede, da je pol sprijet in da ni plazovit. Pa tudi kakšen par dni po sneženju je tukaj na snežnik, na viševnik vedno shojen. Tako da to počakajte, sploh če niste zelo izkušeni, pa nimate vse opreme, počakajte par dni, pa se pol lotevite tega. Vam bojo pa derezce zelo prav prišle, pa meni zelo palceno v snežnih razmerah. Če bi bilo pa še malo več snega, pa da pedo, da je leden, bi pa verjetno tudi dereze pa cepin s sabo imel, no danes nisem, kakor ste videli. Vesel sem, da sva se z Grekatom srečala, spoznala in verjamem, da bo še kakšno skupaj špičila. Hvala vsem, ki me podpirate, tako na YouTubeu, Facebooku. Ja, na Facebooku, če še niste v skupini V naravo, priklopite se v skupino. Trenutno imamo eno nagradno igro za 3 krasne koledarje ekipe Krog sonca. To pa seveda tudi predvsem tistim, ki me podpirate na Buy Me a Coffee s kakšno limonado, 2, 3, 4. Tam imam tudi nekaj dodatnih vsebin za vas, tisti, ki je malo bolj radoveden, pa ki bi še kaj rad, si lahko tudi tam pogleda. To bo pa počasi to. Ne pozabite za kakšen daril, za Božička, Dedka Mraza in imejte se lepo, pojdite v naravo, uživajte, radi se imejte, ne se krigati, mi se pa kmalu vidimo. Čau!